Vse bolj jasno postaja, da je Slovenija davčno preveč obremenjena država. Visoki davki zavirajo gospodarski razvoj, ljudje pa imajo zaradi njih nižje osebne dohodke ter plačujejo dražje izdelke in storitve. Nekateri bi stanje ohranjali, drugi pa bi se s problemi spopadli. Zaradi vsega naštetega v Slovenski demokratski stranki obljubljajo, da bodo držali obljubo in bodo po končani krizi DDV spustili na predkrizno raven z 22% na 20% in z 9,5% na 8,5%. Hkrati pa napovedujejo olajšave za nove investicije, davčne počitnice za novo ustanovljena podjetja ter zmanjšanje glavnice kredita za stanovanja pri rojstvu vsakega otroka. Konec so napovedali tudi davčnim blagajnam. Mnoge stranke programa sploh nimajo. Temeljni namen alternativnega vladnega programa Slovenske demokratske stranke za področje financ pa je davčna razbremenitev državljanov. V SDS želijo doseči pravičnejšo davčno obravnavo gospodinjstev, zato bi po vzoru mnogih drugih držav uvedli možnost odločitve zakoncev za družinsko dohodnino. Zakonca bi vložila eno napoved z vsemi dohodki skupaj, ki sta jih dosegla v preteklem obdobju in potem na podlagi teh dohodkov uveljavljala olajšave, ki jima pripadajo. V največji opozicijski stranki napovedujejo tudi zvišanje investicijske olajšave in njeno razširitev na vsa osnovna sredstva, tudi na nepremičnine. Spremembe bi veljale tudi za samostojne podjetnike, posameznike. S tem se bodo izboljšali pogoji gospodarjenja, kar bo spodbudilo podjetja, da investirajo. To je ključnega pomena, da ostane podjetje konkurenčno, prav tako pa je to pot k povečanju zaposlovanja. Kljub trenutni gospodarski rasti se v SDS zavedajo, da je na področju gospodarstva treba postoriti še marsikaj. Za nova podjetja tako predlagajo možnost izbire za davčne počitnice na dobiček za prva 3 leta. Prvo leto v višini 100%, drugo leto 75% in tretje leto 50%. Njihov predlog predvideva zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve in ukinjanje davčne blagajne, ker finančnih učinkov ne prinašajo, povečujejo pa administrativne postopke. Velik problem Slovenije je tudi možnost mladih družin, da pridejo do stanovanja. Za ureditev tega problema mladih družin v SDS predlagajo, da se glavnica kredita zmanjša za 20% ob rojstvu vsakega otroka. Pri obdavčitvi kmetov pa predlagajo, da se pri obdavčitvi upošteva le 40% izračunanega katastrskega dohodka, ker se zavedajo, da je dejanski dohodek slovenskih kmetov nizek in pod udarom naravnih katastrof. Dvigujejo tudi prag, od katerega se šteje gospodinjstvo kot kmečko gospodinjstvo in je zavezanec za plačilo dohodnine iz naslova kmetijske dejavnosti na 500 evrov. Zdaj je ta na 200 evrih. V SDS napovedujejo ukinitev davčnih blagajn, ki podjetnikom in kmetom povzročajo visoke finančne stroške in nesorazmerne administrativne obremenitve. Novost je tudi nova strategija upravljanja državnega premoženja. Institucije, ki se ukvarjajo z upravljanjem državnega premoženja, SDH, DUTB in DSU, pa bodo združili. Pospešili in povečali bodo tudi učinkovitost črpanja sredstev Evropske unije s ciljem, da ta sredstva postanejo generator investicij, tehnološkega razvoja, inovativnosti in razvoja turizma.